Bistra hiša Martijanci, Smart House Martijanci je zasebni zavod. Namen naše ustanovitve je bil, da v bistvu nekako pripomoremo k trajnostnemu razvoju na območju predvsem Pomurja oziroma ožje Goričkega. Nekako poskušamo povezovati različne sektorje, različne organizacije med sabo. To so organizacije predvsem z javnega sektorja kot občine, potem nevladne organizacije z Pomurja, ki delujejo predvsem tudi na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, ter poskušamo nekako vse to vključiti tudi ekonomski sektor. Najbolj delamo z obrtniki, manjšimi podjetniki, pa predvsem tudi z kmetijami oziroma dopolnilnimi dejavnostmi za kmetije. Namen nakupa naše zgradbe, pa potem tudi adaptacije, je bil zagotoviti našim razvojnim inštitucijam z območja predvsem Goričkega in Pomurja nek trajnostni prostor, kjer se lahko razvijajo, kjer lahko imajo svoje sedeže. Obnova tega objekta je bila dokaj zakomplicirana. Objekt sam je v bistvu spomeniško zaščiten, zato smo ob obnovi morali upoštevati tudi te kriterije. Objekt smo sanirali energetsko, se pravi smo ga dodatno izolirali na notranji strani. Sam objekt pa je tudi v bistvu uporablja učinkovito rabo energije kot svoj primarni energent. Tako recimo imamo ogrevanje urejeno preko daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, se pravi na lesne sekance. Potem sam objekt uporablja tudi rekuperacijo zraka, imamo sončne kolektorje ter toplotno črpalko sanitarno za uporabo sanitarne tople vode. Pa tudi naš objekt sam ima možnost ogrevanja oziroma hlajenja tudi preko toplotne črpalke voda-voda. Če že govorimo o Dolbu, lahko povem tudi, da imamo daljinski sistem nastavljen tako, da lahko priključimo 4 sosednje objekte. To je sosednja cerkev, potem župnišče in župnijski dom ter tudi naš sosednji vrtec. Te objekte tudi pozimi, se pravi, preko nas ogrevamo. Kasneje, ko smo ta korak že napravili, smo dogradili tudi objekt, ki ga imenujemo Center biogradnje in biobivanja. Ta je bil v bistvu iz stare gasilske garaže nadgrajen v ta center. Zgrajen je tudi povsem iz naravnih materialov in energetsko učinkovit. Ta prostor pa se zdaj v bistvu uporablja predvsem za različne dogodke, za organizacijo usposabljanj, delavnic. Je pa tudi nek center, kjer lahko to biogradnjo in biobivanje z povezavi z energetsko učinkovitostjo tudi predstavimo in tudi na primeru dobre prakse se dejansko lahko podjetniki pa tudi fizične osebe skupaj pogledajo.